Spoštovane gledalke in gledalci studia Bistrica, lepo pozdravljeni. Na notranjem dvorišču bistriškega gradu je pretekli četrtek nastopila priljubljena petčlanska ljubljanska blues rock skupina Hamo and Tribute to Love. Sestavljajo jo vokalist in kitarist Matevž Alehar Hamo, bobnar Martin Janežič Buco, klaviaturist Denis Horvat, basist Uroš Kerl Kramberger in kitarist Peter Dekleva.
Amo in ekipa so znani po svojemu predanemu živemu nastopanju. In prav ta pristop je tisto, kar najbolj cenijo njihovi poslušalci. Sodelujejo v več kot 50 koncertih letno, kar jih uvršča med redke domače izvajalce s tako obsežno koncertno kilometrino. Njihovi glasbeni izraz združuje nežnost, šaljivost in resnost, kar je postalo prepoznavna značilnost njihovega ustvarjanja. V veteranskem centru Brinje je pretekli petek potekalo srečanje članov in članic Združenja borcev za vrednote NOB Slovenska Bistrica. Na srečanju so podelili tudi priznanja združenja. Srebrno plaketo Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije je prejel Karl Mali. Udeležence je pozdravil tudi Marjan Križman, predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije. Jaz vam bi danes rad nekaj povedal o Primorcih, kajti danes je dan, ko je bila Primorska priključena Sloveniji in Jugoslaviji. Beseda Jugoslavija se ne ve, zakaj tudi v naših vrstah nekateri tako težko izrečejo Tito, Jugoslavija. Veste, če ne bi bilo Tito Jugoslavije, eno figo bi se Primorska priključila k Sloveniji. Kajti to je bila borba na nož in četrta armada, ki so sestavljali praktično vsi narodi Jugoslavije, je bila tista, ki je pomagala 9. korpusu in dobro vemo, da je bil zdesetkan tik pred koncem vojne. Namenoma so ga Nemci desetkali zato, da bi verjetno odklonili tudi njegovo moč. In vendar so naši partizani prišli v Trst 2 dni pred Anglo-Američani, torej 2 dni pred Novozelandci. Oni so predstavljali anglo-ameriško vojsko, oni so prišli na pomol z ladjo, vendar 2 dni za nami. Zgodovinarjev se je vprašal, dokje bi Anglo-Američani prišli, če partizanov ne bi bilo v Trstu. Mogoče celo do Dubrovnika. In potem bi se mi Italijani pogajali, kaj naj ostane Sloveniji in Jugoslaviji in kaj bo zasedla Amerika s svojimi bazami. Tako bi ta zgodba izgledala, da ni bilo partizanov. Vendar to bleti, to se pozablja. Nekateri se celo zdi, da je to samoumevno, da se je veliko stvari zgodilo samo od sebe. Nič se ni zgodilo samo od sebe. Na današnji dan je seveda bila ta pariška mirovna pogodba podpisana. To je bil najsrečnejši dan za vse tiste, ki so živeli na Primorskem, kajti za razliko od drugih v nekdanji Jugoslaviji
so Primorci trpeli pod fašizmom že od leta 1919. In zakaj ta prijateljstva med Primorci in Štajerci? Iz enega preprostega razloga, kajti večina intelektualcev in tigrovcev in tistih, ki so takrat bili na poti fašizmu, so bežali na Štajersko. V kulturnem programu so nastopili učenci glasbene šole Slovenska Bistrica in mladi, ki so predstavili čas odraščanja, šolanja in političnega delovanja herojinje Slave Klavore ter njenih tovarišev. Na grajskem dvorišču Bistriškega gradu so pretekli petek predstavili knjigo z naslovom 9 minut sončnega zahoda, ki ga je napisala Patricija Vukadinovič, ilustrirala pa Sara Vidmajer. Avtorici sta se tudi udeležili predstavitve, na kateri so otroci ob poslušanju pravljice lahko narisali glavne junake. Na terasi, na češnji, ker sva več dni zapored ob sončnem zahodu videvala netopirje in ptičke ob istem času in le nekaj minut. Tako da sem potem kasneje res napisala ljubezensko pravljico, zgodbico o ptički netopirki in o izbirčnem ptičko olju, ki ne najde svoje ptičice in na kar se zaljubi v netopirko, vendar lahko imata na dan le 9 minut in to ob sončnem zahodu. Aktiv kmečkih žena Črešnjevec letos praznuje 30 let delovanja. Jubilej so obeležili s sobotno prireditvijo v Domu kulture na Črešnjevcu. Na prireditvi so podelili zahvale za sodelovanje in delovanje v aktivu. Zbrane je med drugimi nagovorila predsednica aktiva kmečkih žena Črešnjevec Martina Dvoršak. Dragi gostje in vsi, ki ste se danes zbrali na naši prireditvi, s katero bomo počastili jubilej 30 let delovanja. Ker je to dolga doba, smo se lahko lansko jesen odločile, da kandidiramo za občinsko priznanje in ga letos v mesecu marcu tudi dobile. Skupaj s krajevno skupnostjo smo se strinjali, da ta naš jubilej počastimo prav v okviru praznovanja krajevnega praznika. V vseh teh letih smo se članice aktiva preizkusile na različnih področjih z različnimi predlogi in z idejami. V okviru aktiva smo vsa leta delovanja organizirali razne tečaje in predavanja. Imeli smo izobraževalne ekskurzije, ki so bile primerne času, predvsem pa potrebam in izobraževanju in dopolnjevanju znanj naših članic. Z drugimi društvi v krajevni skupnosti kot soorganizator sodelujemo pri različnih pogostitvah ob različnih priložnostih. Z velikim poštovanjem in s hvaležnostjo se spominjamo vseh naših članic. Prav je, da pohvalimo tiste, ki so prisostvovali uradnemu začetku delovanja našega aktiva, ki so bile ali pa so še aktivne. Bodite nam še naprej v pomoč. Trdna hiša je dokaz, da je bil dober zidar, lepa obleka, da je bil dober krojač, 30. obletnica aktiva delovanja pa je dokaz, da je bilo dobro vodstvo. Vsem dosedanjim predsednicam se zahvaljujemo za trud in za požrtvovalnost. Posebna zahvala gre gospe Franski Rajh, ki je Franski Rajh, ki je zagnala kolesje, ki še vedno uspešno teče. Še enkrat hvala vsem z željo, da bi aktiv še naprej uspešno deloval in da bi se nam priključilo tudi kaj novih članic. V kulturnem programu so nastopili tamburaši Kut Šmartno na Pohorju, ufarce iz turističnega društva Zgornja Lužnica in Maruša Mlakar. Nikogar več ne bo, ni veter šepetal te ni. Jesen jih ti
prši in hlad polzi naj vame. Odprla vrata bom nežu, naj on me z rokami objame. Srce največ ne joče, ker si pozabil name. Tudi letos so se v Slovenski Bistrici pridružili Evropskemu tednu mobilnosti. Tema letošnje prireditve so bile varčne poti. Osrednji dogodek so pripravili minuli ponedeljek na parkirišču na Čopovi ulici. Več o dogajanju v okviru Evropskega tedna mobilnosti je povedal vodja projekta Tomaž Pristovnik. Ja, občina že vrsto let sodeluje pri tem vseevropski pobudi Evropskega tedna mobilnosti. Današnji dan je osrednji dogodek v sklopu tega tedna, tako imenovan parkirni dan oziroma dan brez avtomobila. Zdaj že vrsto let prakticiramo to, da vključimo otroke kot najhvaležnejše, bi rekel, občinstvo in pa tudi tiste, ki potem tudi udejanijo to, kar želimo jim povedati. Se pravi, letošnja tema je spretnostni poligon v vožnji z skirojem. Skiro kot zelo popularno sredstvo, predvsem pri najmlajših na vsakdanjih poteh, s prisotnostjo tudi seveda električnih skirojev. Je pa tudi pomembno, da se otroci pravilno vključijo v promet, ker nekaj nesreč zadnje čase se je zgodilo z uporabo teh skirojev. Tako da otroci tekmujejo v spretnostni vožnji z navadnimi skiroji, potem kot del tega tekmovanja pa izpolnjujejo vprašalnik o poznavanju cestnoprometnih predpisov z področja uporabe električnih skirojev. No in kot zanimivost naj povem, da tudi sam nisem bil seznanjen z tem, bi rekel, osnovno logiko uporabe navadnih in električnih skirojev, o čemer so nas podučili policisti Policijske postaje Slovenska Bistrica, ki danes tudi kot svetovalci na infotočki sodelujejo pri tem dogodku. In sicer uporabnik navadnega skiroja je enak pešcu in veljajo za njega isti predpisi kot za pešca. Uporabnik električnega skiroja pa je enak uporabniku kolesa, spravi kolesarjev, in zanj veljajo isti predpisi kot za kolesarja. No, naj povem tudi, da to ni edini dogodek, ki ga izvajamo v sklopu tedna mobilnosti. Že v soboto je turistično društvo iz Lapore organizirano kolesarilo na bistriško tržnico. Prejšnji teden na prireditvi podobe bistriških domačij smo predstavljali tudi električne avtomobile in testne vožnje. Tudi danes je ob boku te prireditve, ki je namenjena predvsem osnovnošolcem. No, naj omenim, da zmagovalci seveda bodo nagrajeni. Predstavitev Metuljčka, to je prevoza za starejše občane. Ta projekt izvaja občina Slovenska Bistrica in Ljudska univerza. V četrtek tega tedna bomo prevoz za občane predstavili tudi v domu starostnikov v Slovenski Bistrici. Predstavlja se tudi avtohiša Lunežnik z najsodobnejšim električnim avtomobilom Ionik 6. Z nami je pa tudi Avtomoto društvo Slovenska Bistrica, ki seveda tudi so aktivni na področju prometa, prometnega svetovanja uporabnikom in tudi najmlajšim. Sicer pa občina Slovenska Bistrica skozi vse leto izvaja projekte trajnostne mobilnosti. Kot veste, že tretje leto zapored se izvaja projekt Elena, to je projekt načrtovanja trajnostnega prometa v mestu in občini Slovenska Bistrica. Ta dokumentacija se zaključuje in v naslednji fazi se bo pripravljala investicijska dokumentacija ter izvedbena dokumentacija, ki bo podlaga potem za investicije z področja prometa in trajnostne mobilnosti. V sklopu letošnjega tedna mobilnosti že mislim, da četrto leto zapored v projektu Peš bus sodeluje osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec. Skozi ves teden otroci v spremstvu vodnikov pešačijo zjutraj v šolo. Letos se je tej pobudi tudi pridružil oddelek iz druge osnovne šole Slovenska Bistrica. Otroci na ta način seveda uživajo v teh jutranjih sprehodih in tudi promovirajo zdrav in trajnosten način premagovanja vsakdanjih poti. Predstavitve programa Metuljček se je udeležil tudi voznik prostovoljec Tomaž Bezovnik. Rad delam s starejšimi, saj sem bil zdaj 2 leti, skoraj 3 leta zaposlen v domu starejših občanov in sem tam videl, da je to nekaj za mene
ker sem navezoval stike s starejšimi, predvsem pogovori, kakšna kavica, igre, prostoročna dejavnost in to. In zdaj, ko mi je to poteklo, sem videl, da je tule Metuljček, brezplačen prevoz starejših občanov v občini Slovenska Bistrica, tako da sem potem se tu prijavil pri gospe Kuste Cvinki in sedaj sodelujem tu že slabe pol leta. Ti prevozi so namenjeni predvsem starejšim nad 65 let, ki nimajo svojega prevoza oziroma nimajo svojcev oziroma možnosti prevoza v radiusu približno 30 km. Pokličejo lahko vsak dan na telefonsko številko 031 619 611, vsaj 3 dni pred načrtovanim prevozom, da se dogovorijo za termin, pa če je seveda prosto, tako da to je v osnovi to. In kakšno je zanimanje starejših, kakšen je odziv in seveda kje in kdaj jih vozite? Odziv je zelo veliko, povpraševanje je, no moram reči, ker je vedno več teh zdravstvenih težav oziroma jih največ vozimo v zdravstvene ustanove, v UKC Maribor in pa okoliške zdravstvene domove, pa tudi po trgovine, pošte, lekarne in podobno. Morajo pa tudi razumeti, da včasih je avto zaseden in na dveh koncih hkrati ne moramo biti, a ne. Predvsem pa imajo radi, da se z njimi pogovarjate, je tako? Predvsem to, razne teme, od politike do zdravstva, malo svoje težave, povejo malo jaz svoje, malo dogodivščine in hitro čas mine, no. Na osrednji prireditvi so se predstavili tudi člani Avtomoto društva Slovenska Bistrica. V bistvu mi se predstavljamo kot društvo, ki skrbi predvsem za preventivo v cestnem prometu, namreč sodelujemo v Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Slovenska Bistrica za svojimi člani. Potem sodelujemo pri tekmovanju kaj veš o prometu in pa seveda v prvih šolskih dnevih varujemo te otroke na šolskih prehodih, tako da se vključujemo vedno v te neke preventivne akcije, opozarjamo pač na varnost v prometu in pa seveda zdaj, ko so aktualni recimo električni skiroji tudi na tem področju, seveda, da morajo biti otroci tudi varni na teh skirojih z čelado in tako in upoštevati vse cestno-varnostne predpise na samih cestah, ko so pač udeleženi. Občinski svet občine Slovenska Bistrica se je minulo sredo sestal na 6. redni seji. Svetniki so se med drugim seznanili s polletno realizacijo letošnjega občinskega proračuna in v prvi obravnavi sprejeli proračun občine Slovenska Bistrica za leto 2024. V ospredju seje je bila tudi problematika vetrnih elektrarn na Pohorju. Uvodoma so svoja stališča do načrtovanega umeščanja vetrnih elektrarn na območju Treh kraljev in Areha predstavili predsednik krajevne skupnosti Tinje Maksimilijan Tramšek, predsednik krajevne skupnosti Kebelj Rok Grm, predstavnica investitorja podjetja Energija na veter Jana Habjan in vodja civilne iniciative za Pohorje brez vetrnih elektrarn Drago Mahorko. Po razpravi so svetniki sprejeli sklep, da pozivajo upravni organ, ki vodi integralni postopek za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo 35 vetrnih elektrarn na območju Treh kraljev in Areha, da postopek izdaje gradbenega dovoljenja ustavi. Hkrati so podprli tudi dodatni sklep, ki ga je predlagal občinski svetnik dr. Andrej Godec, da pozivajo Ministrstvo za naravne vire in prostor, da ustavi tudi vse ostale morebitne postopke umeščanja vetrnih elektrarn na Pohorje, ki so v teku ali so načrtovane in s katerimi še niso seznanjeni. Župan občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar, je za četrtek sklical novinarsko konferenco, na kateri je komentiral dogajanje na 6. redni seji občinskega sveta. Med drugim je predstavil svoje stališče do problematike vetrnih elektrarn na Pohorju. Zdaj mi smo to točko spet uvrstili na občinski svet, dokaj so se zgodile nekateri dogodki. Veste, da je bil sprejet ta nov zakon o umeščanju teh elektrarn v prostor. Se pravi, vetrni smo fotovoltaike in je seveda prinesel neke spremembe glede na sprejete akte, ki jih mi pri nas imamo.
te stvari smo dodatno pojasnjevali, ne, ker so spremembe, kar se tega umeščanja tiče, ne, in na nek način izriva ta zakon lokalno skupnost, ne, iz samega postopka odločanja. Čeprav jaz mislim, da če se držijo res predpisov, še vedno je treba peljati postopke, da je javnost vključena. Ne. Zdaj, druga stvar je recimo zahteve civilne iniciative, ne, ki so več čas prisotne, ne, ki se pač bori za ohranitev Pohorja. In tretja stvar so seveda tudi vsaj en zbor krajevno krajevne skupnosti Tinje, ki je že bil, ne, tam so tudi postavili določene pač zahteve, ne. In na podlagi seveda vsega tega so mi oblikovali te sklepe, ne, zdaj prva dva sta v bistvu na nek način seznanitvena, vendar govorite o seznanitvi glede na spremembo zakonodaje, če ste pogledali po te materije. Zdaj materija je dosti zahtevna, ne, jaz nisem bil strokovnjak z tega področja, da bi vam nekaj tudi detaljno razlagam, ne. Dočim tretji sklep in potem še tisti dodatni sklep sta pa šla v tej smeri, da se poziva pristojno ministrstvo, da ne ustavi vse postopke, ne, dokler ne se te stvari postavijo nek normalni okvir, v bistvu, da se pač ustavijo ti postopke. Zdaj, mi smo povabili na sejo pravzaprav vse akterje, ki so udeleženi pri tem, ne, zdaj obe dve ministrstvi sta se spet upravičili, ne, ni bilo nikogar, ne, čeprav mislim, da je bilo prav, da bi prišli, ne. Ne nazadnje, eno od ministrstva pokriva energetiko, ne, je bilo pripravljalo zakona, ne, bi lahko te stvari pojasnjevali pa tolmačili, ne, iz vidika novega zakona, recimo, ne. Drugo ministrstvo je pa tisto, ki pravzaprav vodi postopek, ne, zato ker se integralni postopek tudi na ministrstvo za naravne vire. Zdaj, jaz v tem trenutku pač ne vem, kako se bodo stvari odvijale naprej. Je pa res, da mi absolutno bomo te zadeve pač spremljali in se tudi ustrezno dejansko odzivali. Kar pa najbolj moti, pa mislim, da se to tudi pokazalo včeraj na seji, ne. Zdaj, če ste dosvetovali sprejetje sklepov, ni sicer bilo soglasno, ne, mislim, da je sta jedna ali dva bila proti, ne, ampak absolutno velika večina je pa bila seveda za sklepe, ne, predvsem tudi zaradi tega, ne, ker govorimo o načinu, ne, kako se stvari dejansko peljejo, ne. Ker vi veste, ne, tudi iz prejšnjih sklepov, da pač mi zahtevamo, ne, da se spoštuje zakonodaja, ne, kar pomeni še zdaj, ne, tudi po spremembe tega zakona, ne, bi morala po našem mnenju, da se to sledi izgradiva, ne, se peljati postopek po državnem prostorskem načrtu, ne, in tam v tem postopku seveda bi bili v ta proces vključeni aktivno vsi akterji, ki imajo kaj na tem reči, ne. Se pravi, na eni strani je res stroka, ne, na drugi strani pa seveda tudi prizadeta okolje. Na pobudo Janka Mlakarja so v krajevni skupnosti Alfonza Šarha sprejeli odlično športno plezalko Lucijo Tarkoš. Četrtek 14. septembra je bila krajevna skupnost Alfons Šarh, natančneje vasica Devina, v znamenju športnega plezanja. Kajti na pobudo Janka Mlakarja so Devinčani pripravili sprejem za svojo vaščanko športno plezalko Lucijo Tarkoš. Lucija je svojo športno pot začela v 2. razredu osnovne šole. Pri 7 letih njen prvi trener pa je bil Ivan Šturm. Nato so jo trenirali še Marjeta Leva, Boštjan Potočnik in od leta 2019 naprej Gorazd Hren. Danes je z 20 leti uspešna članica slovenske članske reprezentance. Ja, letos je res prvo leto, ko sem tako rečeno prestara za mladince in tekmujem samo v članski konkurenci. Že prej že v leta 2020 sem prvič tekmovala pri članih, ampak sem hkrati tekmovala zraven še pri mladincih. Tako da pri mladincih zagotovo mi največ pomeni svetovno mladinsko prvenstvo, ker sem pač bila 2-krat druga in 1-krat tretja. Zdaj od članskih rezultatov pa mi največ pomeni Briançon, 9. mesto, takrat leta 2020 in pa tudi letošnje 9. mesto. Se to moja najboljša rezultata v svetovnem pokalu in pa zagotovo tudi evropske igre, to 3. mesto. In pa ja, ne vem, vsakeč, ko prijem v polfinale, mi je nek dober rezultat. Mi pa še zmanjka nekaj tistega majhnega za finale in to je zagotovo nek cilj, ki si ga želim doseči v čim prejšnjem času. Že čez nekaj dni se ti obeta Kitajska, torej zanimiv nastop v Aziji. Ja, se ful veselim Kitajske, grem prvič v Azijo in nam je tekma svetovnega pokala in nova priložnost in upam vsaj na polfinale,
in tam čim boljše odplezati, kar znam. Slovenski selektor Gorazd Hren, ki to delo opravlja že od leta 2016, je v zadnjih 4 letih tudi trener 20-letni Luciji. Že odkar sem prišel in bolj podrobno normalno spremljam ta njen napredek, ker res se dviguje vsako leto. Prej smo se večkrat pogovarjali, res je prišlo tisto leto 22, ko je imela poškodbo rame in jo je nekako ne samo fizično, tudi psihološko je malo stavilo, ampak zelo lepo smo to posanirali in spet se je potem takoj dvignala in letos je nanizala kar veliko lepih rezultatov. Ima pa Lucija v sebi še veliko potencijala in upam, da se ga bo dalo zbrusiti in da bo lahko pokazala še več. Nov plezalni center, ki je zrastel v Slovenski Bistrici, bo velika pridobitev za vse ljubitelje plezanja iz celotne Slovenije in izven naših meja. Se ful veselim novega centra, zagotovo bojo lahko treningi tudi na višjem nivoju, na domači sceni, ker zdaj je veliko vožnje povsod. Mislim, tudi takrat bojo še vedno, ampak bo tukaj doma dober center in bo lahko doma delala boljše treninge, tako kot vsi Bistričani in tudi ostali Slovenci. Kot je Gorazd rekel, je to pridobitev za celo Slovenijo in ja, zagotovo bo zelo dobra pridobitev za celo slovensko plezanje. Na odlično izpeljanem dogodku so plezalno športnico pozdravili in priložnost obdarili župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar, ki je med drugim povedal. Jaz mislim, da lahko Luciji samo čestitamo za celotno njeno pot tekmovalno, dosega res izredne rezultate. Včasih ne znamo prav ceniti, nastopu na svetovnih prvenstvih, vemo, da se je verjetno izjemno težko sploh pripeljati daleč, da se lahko deliš takih nastopov, ona jih uspešno tudi zaključuje. Tako da jaz si res še enkrat čestitam za vse to, kar je že do zdaj postorila, prepričan sem pa, da bo v prihodnje šla po tej poti naprej, da še bo naprej na nek način tudi promotor Slovenske Bistrice. No in zdaj, ko bo pa seveda plezalni center aktiviran, potem pa sem prepričan, da je ona tudi enih pravih pravzaprav promotorja tudi tega našega plezalnega centra. Tudi predsednik krajevne skupnosti Alfons Šarh, Jože Pečovnik, se je ozrl na začetke njenega spoznavanja s plezalnimi oprimki. Ja, jaz se spomnim Lucije kot ene male punčke, ki je plezala tu po drevesih, pol naenkrat zginila in prišla kot prvakinja nazaj. Tako da vsi Vaščani smo res neizmerno ponosni na njo in ji želimo vse dobro v prihodnje. Sodelavci plezalnega centra so svoji kolegici podarili celoletno karto za koriščenje uslug plezalnega centra. Lucija v bistvu že od vsega začetka, ko je se priključila klubu, alpinističnemu klubu Impol Slovenska Bistrica. In mi smo zelo veseli, še bolj pa nas veseli, da bo zdaj Lucija imela odlične pogoje za trening in da bo lahko na svoji poti samo še napredovala. Tudi šopek vrtnic iz rok predstavnika alpinističnega kluba Impol Slovenska Bistrica je tokrat imel drugačno vrednost, kot tudi prisotnost domačinov in okoličanov, ki so prišli na ta sprejem. Zanimivi pa so tudi odgovori in pogledi na njen začetek. Tudi zdaj, ko je doma, dosti krat teka po Devini, jo spremljamo. Veseli smo, da je naša Vaščanka in želimo ji vse dobro še naprej na poti športni, da bi imela čim boljše uspehe. Zelo smo ponosni vsi Vaščani na njo. Spremljamo jo pa največ prek medijev, drugače ne zvemo nič. Lucijo spremljam že od malega, ker je hčera od moje sestrične, vztrajna, trmasta, želim ji vse dobro. Ponosen sem na njo že od samega začetka, to se pa stopnjuje tudi do današnjega dne. Zmeraj je boljša, upam, da bo šlo še naprej. Vsakega športnika, v tem primeru športnice, pa pišejo tudi starši. Tudi Lucijini imajo svojo skrivnost. Moja naloga je bila samo, da jo dostavim do telovadnice in poberem. In vedno uživala, ko vidim, s kakim veseljem je šla, nikoli ni zamujala, nikoli ni bilo težko iti in pač tak naš način življenja je vpeljala v to plezanje. Ste analizirali z njo skupaj mogoče tiste začetne treninge ali pa morda analizirate tudi te tekme svetovnih pokalov? To pa nisem nikoli, ker se na plezaje, ne vem tistih detajlov, to ona bolj ve, ko pa jaz, tako da brez veze, da bi kaj.
Pobudnik in tudi organizator Janko Mlakar je tokrat imel veliko razlogov za zadovoljstvo. Se mi je zdelo prav, da tudi mi, vaščani, nekako z rahlo pobudo na krajevno skupnost se dogovorimo in napravimo takšen dogodek. Mislim, da je pa celo že bil čas. Jaz verjamem, da Lucija nas bo preko slej presenetila, vsi bom rekel, s kom se pogovarjam na vasi, vsi nekako spremljamo rezultate in smo res veseli in ponosni na našo krajenko. Zanimivo je bilo torej v prvem delu športnega vikenda, ki je bil 9. zapovrstjo. V Slovenjebistriškem športnem parku se je potilo veliko rekreativcev, ki so prišli v različnih športih. Igrala se je košarka, trojke, odbojka na mivki, igral se je tenis in tudi fuzbal tistih najmlajših ni manjkal. Mi pa pogledajmo, kako se je razpletalo in kako so posamezniki, torej rekreativci, uživali v tem prvem delu bistriškega športnega vikenda. 9. športni vikend je največjo udeležbo po posameznih disciplinah tokrat zabeležil v nogometu. Na turnirju najmlajših selekcij, ki so nastopile v soboto in malo starejše v nedeljo, se je z okroglim ustjem podilo več kot 450 žogobrcarjev. Zanimiv turnir pod imenom Slovenija Open je spremljalo tudi veliko navijačev in staršev, ki so sestavni del tega športno-rekreativnega druženja v okviru Športne zveze Slovenska Bistrica. Danes smo v okviru tega športnega vikenda organizirali ta turnir, bilo je 40 ekip, skupaj več kot 400 otrok. Zelo smo zadovoljni z udeležbo, igral se je odličen nogomet, mladi so bili navdušeni in moram reči, da smo zadovoljni z vsem potekom celega dne danes. V okviru vikenda, tega športnega vikenda se lahko pohvalimo, da je bilo danes udeležba več kot 1000 ljudi na stadionu in trajajo turnir do 3 popoldan in menim, da je to odlična predstavitev nogometnega kluba in pa seveda tudi športnega vikenda kot dejavnost v Bistrici. V dopoldanskem času so pod košarkarski obrod stopili najmlajši privrženci košarke 3x3. Na turnirju jih je pozdravil tudi Klemen Prepelič, kar je tem mladim košarkarjem naredilo še poseben vtis. V popoldanskih obračunih se je v članski konkurenci pomerilo 7 ekip. Ekipi Tim Rače pa je nastopil tudi bistriški olimpijec iz Pekinga 2008, atletski desterobojec Damjan Siter. Ja, moja enajsta disciplina je bila vedno košarka, že iz rane mladosti. Tudi veliko poškodb iz nje, tako da ampak vseeno nadaljeval z košarko po atletiki, 2krat na teden rekreacija s fanti in evo danes smo tukaj. Je ta turnir danes tukaj rekreacija ali bolj resen pristop? Ne, čista rekreacija, to smo sami 40 plus, veterani bolj ali manj, tako da res malo gledamo te naše fante, da so vsi polni energije, mi pa se trudimo. 7 ekip se je torej v košarki borilo za prva 3 mesta. V malem finalu so košarkarji in Vid premagali Tim Rače z 9-7. V finalu pa so Cigli prepričljivo premagali Gaserje z izidom 20-10. Da je vse potekalo kot je potrebno, so poskrbeli člani košarkarskega kluba iz Slovenske Bistrice. Glede na to, da saj prvič po nekaj časa organiziramo ta turnir, mislim, da deležba dokaj vredo. Privabili smo tudi neke ekipe iz okolice, tako da za začetek bo vredo, drugo leto pa ciljamo še na večjo deležbo, pa če bo tudi po sreči še na žensko košarko. Tako da za drugo leto pa so malo večji cilji. Kakšno pa tvoje osebno mnenje o tem bistriškem športnem vikendu? Se ti zdi udeležba zavidljiva, velika, ali bi morda z vaše strani imeli še tudi kakšen drugi predlog za to izvedbo? Pa glede na to, da se je veliko športov letos vključilo, vsi so imeli tudi željo predstaviti svoj šport, so imeli željo nekako organizirati neka tekmovanja, se mi zdi, da je to res super. Pač za vsak posamezen klub za promocijo športa in nasploh za promocijo športa v Slovenski Bistrici, sploh glede na to, kako se ureja infrastruktura, ureja se športna dvorana, se je uredila, tu se je zdaj plezalni center, tako da mislim, da je kar super. No. Odbojka na mivki, beach volley, vedno zanimiva in privlačna igra za oba spola. Med šesterico ekip je bila tudi trojka iz bistriškega ženskega odbojkarskega kluba, ki zna zraven rezultata poskrbeti tudi za prijetno zabavo. Ja, vzdušje je ful sproščeno, fajn se imamo, res uživamo danes. V odbojki na mivki so prva 3 mesta zasedle ekipe MM, v finalu pa je z 2-1 v nizih ekipa Hajduk premagala Podvrh. Cene Štern, ki je s kolegi poskrbel za nemoten potek odbojkarskega druženja, si za prihodnje leto, ko bo 10. izvedba, želi večjo udeležbo. Koncept športnega vikenda mi je zelo všeč, saj
pokaže pripadnost občine Zavoda za športu in fino je, da se malo podružimo, pa kakšno rečemo, pa odigramo kakšen set. Se veseliš že naslednjega 10. jubilejnega? Seveda. V času prvega dela športnega vikenda niso mirovala teniška igrišča v športnem parku. Med sabo so tekmovali in se družili tisti v najmlajših starostnih kategorijah. To je bilo torej nekaj udarnih tekmovanj v prvem delu športnega vikenda, ki so jih v športni zvezi skupaj s sodelavci dobro izpeljali. Obeta pa se še bolj zanimivi drugi del, ki se bo nadaljeval v petek 22. septembra. 22. se organizira dobrodelna tekma med gospodarstvom in negospodarstvom, kjer bomo zbirali sredstva. Seveda ta sredstva bodo šla letos za tiste, ki so bili prizadeti v poplavah. Bo tudi dražba dresa Markosa Tavareša in pa rokavica Žbeta Juga. Oba dva bosta tudi na tem dogodku prisotna, tako da vljudno vabljeni, da se udeležite tega dogodka. Bo ob 5. na prenovljeni nogometnem stadionu. Hkrati bo potekala tudi otvoritev tega stadiona. V nedeljo bo strava izziv kolesarski vzpon na 3 kralje, šahovski turnir in pa turnir v frizbiju. Nogometaši Ketije Impol Bistrice so v 9. krogu druge slovenske nogometne lige doma igrali s Fužinarjem iz Raven. Po 90 minutah je bilo 4-2 za Ravenčane. Nogometaši iz Slovenske Bistrice so po uspešnem začetku v drugo sezono med drugoligaši v 9. krogu na domačem igrišču v tekmi s Fužinarjem doživeli do sedaj največji poraz na domači zelenici. Če so do sedaj prejeli samo 4 zadetke, so na tekmi s Fužinarjem iz svoje mreže pobrali 4 žoge. Kot da smo bili danes v nekem transu, tudi priložnosti, ki smo se jih ustvarjali, okoli 16 metrov preveč kompliciranja, se mi zdi, nismo konkretni. Ja, in potem normalno zgubiš tako tekmo, sicer si ne bi smeli privoščiti, da dobimo 4 gole, sploh na domačem terenu. V 3 tekmah smo do zdaj vsako tekmo obdržali čisto mrežo, danes pa drugačna tekma. Nogometaši iz Koroške so na tekmi izkoristili vse priložnosti, katere so jim v največji meri ponudili domači obrambni igralci. To pa še ne pomeni, da niso povsem zasluženo domov odnesli 3 prvenstvenih točk. Moram reči, da celotna ekipa je prikazala veliki napredek. Od začetka prvenstva pa do zdaj resnično se dvigujemo, že zadnjih par tekm mislim, da smo si zaslužili boljši izkupiček, kot smo ga na koncu dobili. Danes je bil čas za 3 pike, resnično smo si za to garali, delali za to in evo danes se nam je vrnilo to, kar se nam mogoče ni v prejšnjih 2 tekmah. V tekmi so domači povedli v 7. minuti, ko se je gola veselil Envoga. Že v naslednji minuti pa Envoga iz 2 poizkusov ni zadev po predhodno lepi podaji Borovnika. V 9. minuti poizkus Krevha ni našel cilja. Martinčič je poizkusil v 16. in 24. minuti. Pa tudi Kuliš, ki je v 27. minuti zamenjal strelca prvega gola zaradi poškodbe slednjega, ni popravil svoje strelske statistike. Mislim, da smo imeli dominanco prvi polčas, tudi plan v slčilnici je bil taki, da stopimo na žogo, si malo več upamo, da igramo. Potem lahko rečem, da je bil tega plod prvi zadetek naš. Sledile so 4 minute, ko smo vsi navzoči videli 3 zadetke. Za poravnavo na 1-1 je poskrbel v 34 minuti Igve Ikejna. Gostje so že v naslednji minuti zadeli za vodstvo z 2-1. Strelec Murad Bajraj, ki je že nosil tudi bistriški dres. V 38 minuti se je gola za 2-2 razveselil Ante Kuliš. Isti igralec pa je tako poizkusil minuto kasneje. Mislim, da po 2 individualnih napakah na sredini igrišča, kjer smo namesto da bi enostavno igrali, smo preveč komplicirali in potem iz kontre prejeli 2 gola, gostje so pa tako ali tako samo igrali na kontre. To smo tudi pričakovali, ampak nažalost smo iz teh napak prejeli zadetke. V drugem polčasu je gostujočemu vratarju najprej zapretil Kuliš, Turkoš čez gol. Martinčič je poizkusil v 56. in 57. minuti. V 62 minuti prekršek domačih na robu kazenskega prostora. Vidmar, rumeni karton, prosti strel, Cene Kitek, Eurogol za vodstvo gostov 3-2. Po izenačenju ponovno napadali, dali vse od sebe, tudi ko nam ni šlo, se kompaktno odbranili in na to izkoristili naše priložnosti s protinapadom.
Domači trener, sicer trener vratarjev Primož Kračun, je do 70. minute izkoristil že vseh 5 menjav, vendar brez željenega rezultata. V 90. minuti pa potrditev, kako je nogometna igra lahko kot iz učbenikov. Podaja, napadalec na pravem mestu, strel in gol. Eksekutor Matija Carl za zmago Fužinarja 4-2. Ja, jaz upam, da nas bo ta poraz vseeno dvignil. Vseeno smo kvalitetna ekipa, lahko premagamo vsakega v ligi, mi se bomo še vedno borili za visoke pozicije. Zdaj smo v tem nekem težkem vmesnem obdobju, tudi nimamo trenerja. To seveda malo negativno vpliva na nas, ampak vseeno mislim, da glede na ekipo, ki jo imamo, si takih spodršljajev, kot je bil danes, ne bi smeli privoščiti. Slovenski odbojkarji so se po 3-kratni srebrni eri na evropskih prvenstvih tokrat osvojili bronasto odličje. V tekmi za 3. mesto so s 3-2 premagali aktualne olimpijske prvake, to je Francoze. Med 14 odbojkarji, ki so bili na evropskem prvenstvu, pa je bil tudi Bistričan Žiga Štern. Torej, Žiga, čestitke za tole bronasto kolajno. Kar takole bi te vprašal, kakšno težo torej zate ima tole bronasto odličje? Ja, najprej najlepša hvala za čestitke. Ne vem, zdi se mi, da je zelo, zelo težka, saj smo zelo garali že 4 mesece za ta uspeh. Nekako malce drugače zapuščamo prizorišče z bronom. Vem, da smo bili prej 3-krat srebrni, ampak to je sedaj, morda ima še večjo težo, saj je to naša prva tekma, ki smo jo na koncu dobili za zaključek turnirja. Vedno smo zapuščali prizorišče sklonjenih glav, zdaj pa nekako se veselimo tiste brona, ki je sicer po rangu morda malce slabše kot srebro, ampak ne bi pripisoval manj uspeha ali pa manjše teže kot pa drugim medaljam. No, takole bi te vprašal, imaš zdaj 2 srebrni kolajni, torej bronasta kolajna, manjka še zlata kolajna, na tisto še boš verjetno tudi počakal v izbrani vrsti. Če malo pogledamo na tole evropsko prvenstvo, osmina finala Turki, tista tekma, nekako dobili ste jo s 3-2, Turki so povedali z 2-0. Kaj je potrebovalo takšnemu zasuku, da ste nekako kar prva 2 niza izgubili? Ja, tisto je bila res ena težjih tekem v tem poletju. Vemo, da smo odlično odigrali skupinski del, ampak rekel bi, da smo znali biti potrpežljivi, znali smo strniti vrste, predvsem na tisti tekmi z Turčijo. Tudi zdaj proti Franciji se je pokazalo, da smo malce padli, prepustili nasprotniku, da vodi igro, ampak potrpežljivost, dobra fizična pripravljenost in pa mentalno smo ostali močni, tako da smo uspeli strniti vrste in zmagati tisto tekmo. Ti je morda kaj žal za tisto tekmo v polfinala proti Poljakom? Povedali ste v nizi z 1-0, na to pa izgubili s 3-1. Kaj je v tej tekmi naredilo tisti zasuk, da je nasprotnik nekako slavil? Jaz bi rekel, da prav to naša nepotrpežljivost, morda v nekaterih momentih smo preveč grešili, dopustili tekmecu, da on vodi igro. Mislim, da smo v drugem setu vodili 6-2 in na to naredili kar nekaj svojih lastnih napak. Tako da je nekaj grenkega priokusa, ampak medalja na koncu je en velik uspeh za slovenski šport, za slovensko odbojko, tako da smo veseli in gledamo v prihodnost. Kaj pravzaprav daje slovenski reprezentanci takšno moč, kolektiv, tista prijateljstvo samih igralcev, kvaliteta, ki jo imajo posamezniki, da so tako uspešni na teh svetovnih in evropskih tekmovanjih? Ja, glede na to, da smo že kar 8 do 10 let v tistem svetovnem rangu, praktično ekipa ostaja ista, ogrodje je ostalo isto, smo med seboj izjemno dobro povezani, smo na igrišču, izven igrišča, iskreni en do drugega, res dobri prijatelji, ampak glede na to, da se vsako poletje družimo po 4-5 mesecev, mislim, da je to tudi normalno. Tako da smo povezani, morda bolj kot kdo drugi, to opažajo tudi
selektor, drugi trenerji, zato je toliko lažje vstopiti v to reprezentanco. Tudi selektor je to večkrat poudaril, da praktično kdorkoli pride, zdaj je to že tretji trener, ki osvaja medalje, ampak ta naša povezanost, to je res nekaj posebnega in verjamem, da nas čaka še marsikaj lepega. V ekipi si na mestu spremljalca, ker je izredna konkurenca, tukaj so Čebulj, Možič in nekako je minutaža včasih tudi manjša, kot bi lahko bila, vendar biti zraven, biti sestavni del te 14-terice, ki osvaja kolajne, je tudi najpomembnejši podatek. Ja, jaz se zavedam, vsi se zavedamo, kakšno konkurenco imamo na svojem položaju. Urnaut, Čebulj sta že 10-15 let v tej reprezentanci nosilca, Možič prihaja, je en izjemno kakovosten, kvaliteten igralec, ki bo šele v prihodnosti pokazal še boljše igre, verjamem. Tako da jaz se z minutažo ne obremenjujem. Tu smo, da vseh 14 igralcev je tu, da pomaga. Tudi vemo, da so tudi priprave, tisti 3 meseci, 4 meseci pred prvenstvom so izjemno pomembni in ne verjamem, da bi lahko samo sedmerica speljala tak uspeh. Tako da jaz sem vesel, da sem zraven, tako kot marsikdo, tudi od mlajših, ki dobivajo še manj minutaže, ampak to je na koncu delo selektorja, da odloči, kdo, kdaj, zakaj, in to je tista zadnja naša skrb, dokler so rezultati, jaz bi rekel, da ni slabe volje. Poglej, mi tisti, ki iz Kavča spremljamo tole tekmovanje, Evropsko prvenstvo, vašo igro, nekako razmišljamo, sedaj bojo fantje lahko proslavili to bronasto kolajno, si vzeli počitek, vendar zgodba pri vas je povsem drugačna. Že čez nekaj dni potujete na Japonsko, čakajo vas kvalifikacije, zahteven projekt Olimpijske igre Pariz je vaša želja. Torej, kako torej sedaj se pripraviti kar na te kvalifikacije? Ja, nekega prevelikega veselja, mislim, veselje je bilo, ampak ni bilo časa za zabavo, ni bilo časa za neko pretirano veselje, ker se zavedamo, da nas čaka še en izjemno pomemben turnir, če ne celo najpomembnejši letos. Vse smo nekako, vsi cilji so bili nekako postavljeni za te olimpijske igre. Evropsko prvenstvo je bilo, jaz bi rekel, morda malce manjši cilj. Tudi tu smo zbirali točke na tisti ranking lestvici, da smo v primeru neuvrstitve na kvalifikacijah še vedno na tistih mestih, ki vodijo v Pariz. In jaz verjamem, da čeprav časa za počitek, časa za ohlajanje glave ni, verjamem, da bomo vsi nekako še bolj motivirani prišli na nov zbor, ki bo že pojutrišnjem. Tako da časa res ni veliko, ampak treba bo izkoristiti maksimalno tudi ta počitek in pa se pripraviti na naslednji turnir. Ja, po turnirju za olimpijske igre pa verjetno že z mislimi boš potem tudi v klubski sezoni. Nova klubska sezona te pelje na Poljsko, igral boš na Poljskem. Prej si bil leto dni v Nemčiji, pa 3 leta v Grčiji, sedaj pa v kvalitetno poljsko ekipo. Kakšna je ekipa, v katero odhajaš? Ja, jaz bi rekel, da je to en lep projekt, ki mi ga je takoj predstavil menedžer. Dokaj hitro smo se dogovorili, ko te pokliče klub iz močne poljske lige, ki je sedaj morda celo prerastla italijansko. Nekako vsi vemo, da je poljska domovina odbojke, organizacija, navijači, vse je na največjem možnem nivoju. Tako da jaz sem zelo vesel, da se sem tja, po Grčiji, po Nemčiji, po Italiji, neka nova izkušnja, ampak vsi komentarji glede kluba, glede lige so izjemno pozitivni in se že veselim, ampak najprej je treba oddelati še tisti zadnji del reprezentančnega poletja in upam, da bomo tudi na klubske sezone odšli tako veseli, kot smo prišli iz evropskega prvenstva.
Poglej, sedimo, pogovarjamo se tukaj v športni dvorani v Slovenski Bistrici, sicer je ta sedaj prenovljena, prej si ti začenjal tukaj z odbojkarsko žogo se družiti, prišel si na tako visok nivo kot reprezentančni nivo in vsekakor, če bi te še vprašal za konec najnega pogovora, povej še gledalcem, kako si začenjal, kdo so tisti tvoji vzorniki in kaj te je dejansko navdušilo za odbojko? Jaz bi rekel, v prvi vrsti je bil tisti krivec, da smo tako jaz kot brat pristala v odbojki oče, ki je bil dolga leta igralec, trener in funkcionar v bistriškem klubu, tako da od mladih nog smo spremljala treninge članskih ekip, se pridružila dokaj hitro, tako da žoga nam je nekako bila postavljena v roke že v mladih letih in jaz verjamem, da lahko marsikdo iz tega okolja vidi, da se da narediti ogromno z neko voljo, delom, ampak najprej jaz upam, da ljudje, otroci prepoznali potencial, ki ga imamo v slovenskem športu, ne samo v odbojki, tako da smo veseli, da se vedno več otrok pridružuje našim klubom. Jaz upam, da bo v prihodnosti še več njih prišlo v reprezentanco, v večje klube, tako v košarki, ker imamo sedaj že 2 Bistričana v reprezentanci. V odbojki nas je kar nekaj in jaz upam, da bomo tudi v daljni prihodnosti gledali Bistričane na najvišjem nivoju. Žiga, hvala, ker si vzel čas v tako natrpanem urniku, kot ga imaš. Čim manj poškodb, torej tudi v klubski sezoni, tudi na teh kvalifikacijah in vsekakor uspešno v športni karieri naprej ti želim. Najlepša hvala.